Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, danes gostimo v našem studiu sestro Metko Kastelic, ki je hčera Marije Pomočnice. To je redovna skupnost, v okviru katere že 5 let misionarji v Braziliji. Dobrodošli k nam. Vaš prihod je v povezavi z misijonsko nedeljo in ste polno zasedena. Hvala, da ste si vzela toliko časa, da ste z nami v studiu danes. Lepo pozdravljeni, prav z veseljem sem prišla danes tudi k vam, da nagovorim vaše poslušalce, vaše gledalce, ne sicer iz Brazilije, ker sem že nekaj tednov doma na dopustu, pa vendar z brazilskim duhom, veseljem, toplino vas lepo pozdravljam. S seboj ste prinesla tudi zanimive, bi rekel, rekvizite iz Amazonije sicer, vendar vi ste južneje, dejala ste v zvezni državi Sao Paulo, čisto na jugu Brazilije. In Sao Paulo je, kot ste dejala, največje mesto v vsej Južni Ameriki celo. Torej mi ga kar poimenujemo megalopolis, se pravi veliko mesto na jugu in tudi komercialno središče, ne samo za Brazilijo, pa tudi za Latinsko Ameriko. Brazilija, kot vemo, ima 200 milijonov prebivalcev, samo mesto, bom rekla, São Paulo z vsemi svojimi periferijami, pa bomo rekli 20 milijonov prijavljenih prebivalcev, vsak dan pa se na novo priseljujejo nove skupine, novi ljudje, ki iščejo eno možnost boljšega preživetja in preprosto grejo s trebuhom za kruhom. In vi se ukvarjate prav s tem, z iskanjem oziroma z nudenjem dela, službe, specializiranim oziroma posebnim skupinam najbolj ogroženih, najbolj nezaposljivih, to so ženske in mladina. Delujete v okviru salezijanske organizacije, ki se ji pravi, moram prebrati, OSAF, Obra Salesiana de Apoyo Fraterno. Tako. To pomeni? Torej, ne se vrnem na korenine, ne, sestre, hčere Marije Pomočnice ali po domače rečeno salezijanke. Naša karizma po celem svetu je vzgoja, izobraževanje in evangelizacija. Mi smo svoje življenje posvetili Bogu za odrešenje mladih, skupaj s sosestrami živimo v skupnosti in gremo naproti, se pravi, našim mladini, otrokom, družinam. Konkretneje v misijonu v Ararasu, to pa je, bom rekla, spet 3 ure vožnje iz centra São Paula, v periferijo, v notranjost, kjer biva naša skupnost v Ararasu, skupaj še z 2 sestrama, redovnicama. Upravljamo najprej eno veliko šolo, zasebno šolo, katoliško, in hkrati tudi ta socialni center OZAFI, to so kratice, ki ste jih prebrali, Obra Salesiana, mi bi rekli socialni center, salezijanski center, za bratsko podporo, to je tako preprosto rečeno, ampak pravzaprav se pa tukaj na tej periferiji tega našega mesta ukvarjamo z otroci skozi dan, nudimo dnevno oskrbo otrokom, ki obiskujejo tudi državne šole, hkrati imajo pa eno zelo šibko družinsko strukturo ali so brez staršev, tudi to, ali pa zaradi številčnosti družine ali kakorkoli tudi kakšnih moralnih težav družinskih niso imeli ali pa nimajo dovolj močne tudi vzgojne možnosti, da bi odrasli, kot je Don Bosco rekel, v dobre državljane in še bolj tako odlične kristjane. Brazilija je zelo heterogena, kar se tiče tudi
ver in ras oziroma bi rekel nacionalnosti, kako se to odraža nekako v tej vaši skupnosti, ker je toliko različnih ljudi, različnih potreb, vsak ima neko svojo predstavo o tem, kako naj bi izgledalo življenje, ampak vi morate to vse na nek skupni imenovalec uvrstiti. Gotovo, sestre, redovnice, mi smo poklicane, smo zbrane od Boga, da pridemo nasproti vsem ljudem, ne? In naše srce od nekdaj je vzgajano in se zato tudi pripravljamo in molimo, da bi lahko res prišli nasproti vsem ljudem, ne glede na barvo kože, na raso, na kulturo, na jezik, na, bom rekla, tudi na religijo, ne? In Brazilija je res, ima celo mavrico ljudi. Od najbolj belega človeka, ki je pred 500 leti izplul iz Evrope, iz Portugalske in osvojil, odkril, odkril Brazilijo. Brazilci se celo pohecajo, ne, da so bili do tedaj pa skriti pod odejo, ne. Ampak vemo, da so Brazilijo še predtem poseljevala mnoga indijanska plemena. In od tega imamo potem tudi rdeče koščce in potem čez nekaj stoletij pa je beli človek za, bom rekla, za osvojitev še bolj, ali pa zato, da si je tudi bolj pridobil ta ozemlja, pa pripeljal iz Afrike tako imenovanega črnega človeka, oziroma največ so jih vozili iz Angole, sužnje posužnjevali, in jih odpeljali na plantaže, da so bili preprosta delovna sila, tako da imamo v Braziliji res od belega do rdečega, črnega človeka. In zdaj z novo globalizacijo in z tem, da je svet praktično kot ena mala vas, pa imamo tudi veliko Azijatov, ne. V São Paulo, kjer je lokalizirana naša provincialna hiša, je to v eni četrti, kjer je veliko Korejcev, je veliko Judov, tudi Bolivijcev, in praktično v São Paulo je celo tako razdeljen, da se deli tudi po teh kulturnih četrtih, ne, in dejansko je svet v malem. Spomnim se, nekje v začetku 20. stoletja je bila tudi invazija Japoncev, ki so prišli na plantaže kavne delati. Tako. To je nepredstavljivo. Seveda pa tudi zaradi prve, druge svetovne vojne v Evropi je mnogo ljudi bežalo iz tega kaosa in iskalo tudi nove možnosti, pa predvsem tudi mir. Tudi mnogo Slovencev se je zateklo, ne sicer toliko v Braziliji, kakor v Argentino, ne. Vendar imamo še mnoge družine, ki so iz tistega obdobja tudi prišle v Brazilijo. In kot tako, jaz mislim, da je Brazilija zelo dežela, ki ima to karakteristiko, da sprejme, da je odprtih rok. Gotovo, tudi velika kvadratura, ne. Mi imamo še ogromno naselij, ki so neposeljena. Karakteristika načina prebivanja v Braziliji pa je, da so dejansko ljudje se stiskajo v mestih, ne. Glavno je prebivalstvo urbano, ne. Potem pa manjšine pa so v ruralnih predelih, kjer delujejo na velikih plantažah. Zato pa je tudi ta ekstremna razlika, ne. Mi zelo občutimo to, ne, kaj je živeti nekako v mestnem centru ali pa v mestni periferiji. In od to tudi zelo razumemo ta jezik našega papeža Frančiška, ki pogosto vabi, da se naj odpravljamo, da naj gremo na periferije, ne? Da naj iz centra gremo v periferije nasproti ljudem, ki so ne samo na geografski periferiji, ampak tudi duhovni, moralni in drugi revščini. Ja, omenila ste Angolo. Tudi sama ste bila pred kratkim v Angoli. Tam je seveda močan pečat Portugalske in
zelo kritična situacija je v Angoli. Kaj ste tam doživela? Torej, z Angolo me povezujejo mnoge vesi. Ko sem bila, bom tako začela, ko sem zaprosila za vstop v redovno družbo, takrat sem štela 27 let, sem hkrati zaprosila mojo bodočo predstojnico, da bi mi omogočila eno izkušnjo tudi misijonskega dela, ker od nekdaj sem čutila, da so misijoni moja ena taka velika ljubezen. Kot mlado dekle v župniji sem vodila mladinsko skupino, imela mnoge tudi stike pisne z našimi slovenskimi misijonarji in ob tem, ko sem nekako v razločevanju pred Gospodom spoznala, da me skliče v redovno življenje in še posebej tudi v eno misijonsko delovanje, sem izrazila to željo in mi je bilo že v prvem letu bivanja pri sestrah hčera Marije Pomočnice omogočeno, da sem imela prvo tako izkušnjo misijonskega življenja in to sicer prav v Angoli. Zakaj? Ker v tistem obdobju je tam tudi delovala naša druga misijonarka, sestra Zvonka Mikec, je bila predstojnica v naši angolski skupnosti in sem imela dvomesečno prvo izkušnjo, ki sem jo potem nadgrajevala že kot mlada sestra z spremljanjem mnogih mladih študentov predvsem na prostovoljsko misijonsko izkušnjo v skupnosti, v šole naših sester v Angoli. In to mi je tako vedno, bom rekla, izpolnjevalo kot redovnico in hkrati tudi pripravljalo na tisti dokončni odgovor iti v misijone pa kot misijonarka, nezavedno, kamor me Gospod pošilja tudi po predstojnicah. In Angola, dejansko sem imela prvo izkušnjo v tistih prvih letih po tej njihovi državljanski vojni, po veliki moriji, ki se je tam zgodila, in sem praktično spremljala ob teh odhodih z našimi prostovoljci, kako se je tudi počasi izlezla iz tega krvoločnega oprimeža, nasilja in nekako caplja, se skuša tudi iztrgati iz te silne revščine. In tudi nepravičnega, bom rekla, razporeditve vsega kapitala in vsega bogatstva, katerega je Angola polna in ki žal vedno pripada samo peščici ljudi. Glavnina ljudi pa ostaja v revščini, se nekako prebija z dneva v dan, živi, brska po smeteh, da dobi kakšen vsakdanji obrok lahko in so razmere še vedno zelo, zelo težke. In sem imela tudi letos, kot ste rekli, v juliju eno ponovno možnost. V Braziliji namreč delujem tudi v šolskem centru in v tem šolskem centru imamo zelo dobre profesorje, ki jih tudi so za delo nagrajeni, imajo plačo, dobro so nagrajeni in smo si lahko tudi privoščili, da so si oni pokrili stroške in so se vključili v to našo ponudbo sester Salesijank in smo skupaj načrtovali en seminar za formacijo angolskih učiteljev. In ker praktično je naša provinca São Paulo, sester São Paulo, ustanoviteljica, nekako začetnica tudi province v Angoli, so nas z veseljem sprejeli in v letošnjem mesecu juliju smo pripravili 17-dnevni seminar pedagoški in tudi seminar salezijanske duhovnosti na dveh lokacijah, ena blizu Luande, glavnega mesta v periferiji Kakuaka, in drugi kraj pa je bila Luena, to je pa čista notranjost, ob Ugandi, Zambiji, tam noter na meji z tema dvema državama, in smo z 12 profesori zajeli praktično
med 400 salezijanskimi vzgojitelji in še potem dodatno vsaj 200 tudi državnih učiteljev. Tako da ta ljubezen, prva ljubezen z misijonov v Angoli me spremlja tudi, ko sem na delu v Braziliji. In to je nekaj lepo, da lahko delimo dobro, tudi ko smo v misijonih in mislimo na tiste, ki so naše pomoči tudi še bolj potrebni. Pravite, da ste z 27 leti vstopila v red hčera Marije Pomočnice. Kakšna je bila v bistvu vaša življenjska pot do tedaj, ko ste prijela ta božji klic? Sama prihajam iz župnije, iz kraja Notranje Gorice. To je mali kraj pri Brezovici, pri Ljubljani. Moji starši so iz delavskega razreda, oba sta bila zaposlena. In tako sem od majhnega spremljala, kako je potrebno tudi nekako z svojimi rokami ustvariti in soustvarjati pri tem, kako graditi življenje. In sta mi nekako res na tak lep način vcepila to ljubezen do dela, ljubezen do sočloveka, do poštenja. Skupaj z menoj sva pred tolikimi leti prišla na svet skupaj z bratom dvojčkom. Jaz imam še brata dvojčka, če meni ime Metka in njemu ime Janko. Ampak seveda to moram poudariti, da je on mlajši. Se je rodil samo 3 minute za mano, tako da sem bila vedno tista starejša sestra. Obiskovala sva osnovno šolo in potem tudi hodila redno na verouk in prijela zakrament v domači cerkvi svetega Martina. In jaz se tako živo spominjam, kako smo imeli v preprosti zakristiji naša srečanja veroučna in tam je tisti zakristiji bila ena lina, ki si jo lahko tako odprl in si zrl potem noter v prezbiterij tudi cerkve. In od tam tudi sem kukala v tabernakelj. Cerkev je bila seveda zaprta in v svoji malo otroški domišljiji mi je bil znan tisti rek, da Bog vse vidi, Bog vse ve. In tako v taki preprosti tudi otroški kontemplaciji sem si zamišljala, kako tudi Bog mene gleda in me vidi in ve za vsak moj korak in gotovo tudi ve, zakaj me je ustvaril, kaj želi, da jaz tudi svojega življenja storim. Imela sem tudi dobre duhovnike na svoji poti odraščanja. Tone Trpin je bil prvi župnik v naši župniji, potem mu je sledil gospod Janez Ham. In poleg tega so bili dobri kateheti, da so nam s pripovedovanjem tudi bibličnih zgodb znali približati Isusovo sporočilo kot mladim. Tisto, kar me je pa tako zelo nagovorilo tudi za, bom rekla, bolj tako velikodušno delovanje v župniji, je pa bila mladinska skupina, kjer smo se tudi tako dobivali in tudi prebirali, naprimer, misijonska obzorja, to revijo, ki povezuje misionarje slovenske. In jaz sem v mojem otroštvu poznala vsakega misionarja osebno po imenu in sem z mislimi potovala v deželo, kjer ta misionar deluje in čakala, da pride nova številka in da sem lahko prebirala zgodbe, kaj se na misijonih dogaja. In tako, v tej preprosti otroški duši je Gospod tako vsejal tudi to seme, bom rekla, misijonskega poklica. In jaz gotovo verjamem, da če bomo tudi danes po naših župnijah znali tako pristno spregovoriti o življenju, o vsakdanjem delu misionarjev, duhovnikov, redovnikov, da bo tudi to seme padlo še v srce koga od mladih. Na konkreten način sem pa svojo vero živela tudi v skavtskih vrstah. Ko sem
prijela zakrament svete Birme, me je moja birmanska voditeljica, gospa Marina, spodbudila, da bi se pa nekam vključila v eno konkretno skupino, ker vera mora biti tudi živeta, mora biti tudi nekako izkazana v delih, a ne, v služenju ali na nek način, da si tisti dejavni del občestva. In slovenski skavti so mi pa nadgradili moje temelje vere, a ne. In 9 let v skavtski organizaciji kot voditeljica, četovodja, klanovodja in potem tudi stegovodja, in ob koncu sva skupaj z gospodom Alešem Čerinem tudi postavila prve korake za ustanovitev naših odraslih skavtov, kamor smo želeli tudi pritegniti potem odrasle, tiste skavti, ki so že odhajali iz tega vzgojne poti skavtske, in pa seveda tudi starše, ne, ker jaz tako zelo zaupam, če ima otrok, mladostnik ob sebi v istem vzgojnem načinu tudi odraslega, je ta lahko vzgojna metoda toliko bolj uspešna, ne. Tako da moja mladost je bila dejansko živeta v župniji med skavti, in gotovo tudi potem ta osebna izobrazba je moja prva zaposlitev oziroma moja prva izobrazba je preprosta 3-letna tekstilna šola. Nekaj praktičnega, ne? Nekaj, s čimer lahko potem tudi razvijaš nadalje svoje talente, in jaz sem imela to možnost, da sem najprej 3 leta bila zaposlena v enem tekstilnem podjetju, v pletilstvu, in sem se tam praktično naučila, ne, praktičnega šivanja in dela z rokami, ne. In na kar sem pa bila povabljena, da nadgradim tudi svojo izobrazbo, in sem šla v administrativno šolo in od tam pa naredila to prezaposlitev in sem delovala 4 leta v občinski upravi na Brezovici, kjer sem bila odgovorna za en del družbenih dejavnosti, se pravi delo z mladimi, z našimi kulturnimi društvi, in od tod tudi se mi zdi, da sem imela veliko možnosti gojiti ta pristen stik z ljudmi, poslušati ljudi in jih potem tudi usmeriti, ne, spodbujati na njihovem področju, bodisi mladinskega dela ali kulturnega dela, gledališča. V Brezovici imamo različne dejavnosti, tudi veliko slikarjev, slikarsko kolonijo imamo, in vse te talente sem potem nekako združila in jih živim tudi na drug način sicer kot pa misijonarka danes v Braziliji. Vi se poleg s tem neposrednim angažiranjem v misijonu posvečate še neki drugi dejavnosti, to je vides. Zakaj se pa tukaj gre v tej organizaciji? Tako je. Naša redovna družba išče tudi nove oblike ali pa nove načine, kako biti blizu mladim. Ne, mi vemo, da je danes kar težko, je velik izziv, kako tudi mlade pridobiti v cerkev, na primer, ne, za naše programe. Prav zaradi tega je tudi papež lansko leto, ne, sklical sinodo mladih in je celo cerkev tako povprašal in spodbudil, da bi razmišljali o novih poteh ali pa na kakšen način bi imeli mladi tudi več prostora ali pa več možnosti, ne, sodelovanja ali pa delovanja v cerkvi. No in naša redovna družba je že pred leti tudi ustanovila to organizacijo Vides, ki so kratice, kar pa pomeni pravzaprav volontariat, ne, mednarodno prostovoljstvo, ki je v dobrobit mladih, v dobrobit ženam in predvsem pa tudi za razvoj, kjerkoli pa smo, ne.
In tudi, ko sem prišla v Brazilijo, mi je bila zaupana ta koordinacija pač te organizacije, ki to je pravzaprav nevladna organizacija. In v Braziliji smo zdaj že 6. leto, nekako vzpodbujamo, da bi tudi mladi imeli večjo, se pravi, da bi bili bolj darežljivi, ne? Da bi bili pripravljeni, tako kot papež reče, se vzdigniti s kavča, ne? Iti svojega lastnega ogotja in iti naproti nekomu, ki pa nas potrebuje, ne? Da bi naše življenje usmerili v dobrobit tudi drugega, ker če ga usmerimo v dobrobit drugega, je naše življenje tudi bolj veselo, bolj plodno in bolj osmišljeno. In Vides, ne, v Braziliji pa skrbi za različne projekte, ne? Mi delamo tudi v velikem São Paulo za migranti, velika problematika migracij. Kot gotovo ste slišali, da sprejemamo veliko ljudi iz Venezuele, in nekako se tudi s tem ubadamo, čeprav se to toliko ne sliši, ne. Pri nas v Evropi se sliši migracije iz Sirije pa z Severne Afrike, medtem ko v Latinski Ameriki pa imamo migracije veliko iz Venezuele, pa tudi iz afriških držav. Mi prijemamo tudi migrante še vedno iz Haitija, kjer je bil tisti gromozanski potres. In dejansko to je eno dolgo obdobje, da se država zopet postavi na noge, in medtem pa marsikdo obupa in išče možnosti drugje, ne. Ja, današnja oddaja je tudi deloma namenjena spodbudi naših mladih gledalcev, da se tudi sami nekako vključijo v prostovoljne dejavnosti. Ne zdaj, da bi šli čez ocean kam, ampak dejansko tule kar na domačih tleh, kjer je veliko pomoči potrebnih oseb, so osamljene in morda tudi nepokretne, nesposobne, da bi same nekako skrbele zase. Tako da, ja, to misijonsko poslanstvo je lahko nekako zelo oddaljeno, lahko je pa tukaj takoj za vogalom, pred našimi vrati. Zanima me tudi, zdaj bo kmalu panamazonska sinoda. Zakaj mislite, da se je papež odločil za tako sinodo ravno v Amazoniji? Vi ste sicer geografsko nekoliko oddaljena, ampak vseeno je Amazonija tisti morda srce celo Brazilije. Kaj to pomeni za Brazilijo in zakaj je pravzaprav papež nekako sklical to sinodo ravno tukaj? No, brazilska cerkev je imela namen sklicati sinodo o problematiki Amazonije dejansko na naših tleh, ne. To je vprašanje, ki se naj bi bolj tikal našega notranjega življenja cerkve v Braziliji. Ampak papež je pa takoj razumel, da bi bilo potrebno temu vprašanju dati večji pomen, in je enostavno povabil, da se sinoda zgodi v Rimu, ne, v srcu krščanstva. In dejansko, če pogledamo tudi sodelujoči, ne, kdo so povabljeni poleg škofov, ne, nekaterih kardinalov, je pa veliko število sodelujočih dejansko iz Brazilije, ne. Torej, Amazonija, tudi po pripovedovanju mojih sosester, ki delujejo v 2 provincah, mi imamo 2 inšpektoriji. Ena je inšpektorija svete Terezike, deteta Jezusa. To je misijonska inšpektorija, kjer deluje tudi naša sestra Agata Kociper. Več kot 30 let je že misijonarka
v amazonskih pragozdovih, in druga inšpektorija je pa Laura Vikunja, ne. In tako da jaz lahko predajam tisto, kar sem slišala, sama še nisem imela te milosti, da pa bi lahko obiskala Amazonijo, ne. Razlika, oddaljenost iz San Pavla do Manausa je pa nekaj takega kot med Ljubljano in Moskvo, na primer. Ampak dejansko situacija amazonske cerkve, to so ogromne površine in je tudi pastoralna oskrba zelo zahtevna, a ne. Papež se skupaj z škofi, z redovnicami in z mnogimi laiki, ki tudi sodelujejo, sprašuje, kako praktično zagotoviti boljšo pastoralno oskrbo na teh področjih, ker središče je, kako živeti vero v teh krajih. Gotovo pa lahko povem, da dejansko je kdo nekako animira to amazonsko cerkev, so pa žene, ne. Več kot 70 ali pa celo 80% liturgične kateheze in druge animacije je v rokah žena, ne. Primanjkuje pa veliko duhovnikov in ob tem pa se gotovo zbujajo razna pereča vprašanja tudi, kako pa zagotoviti tudi to sakramentalno navzočnost ali pa po duhovniku, a ne, navzočnosti Jezusa. In so tudi ta vprašanja, ki tudi razburjajo duhove, ne. Ali ne bi bilo boljše, če bi se tudi omogočilo, da bi bila žena na nek način posvečena in imela to možnost, ne, ali pa po drugih poteh, ne. Tako da čakamo tudi in spremljamo z molitvijo to sinodo in bomo videli, kaj bo Sveti Duh navdihnil, ne, vse sodelujoče. Ravno na področju Amazonije je izjemno pereča ekološka problematika. Ali se katoliška cerkev kaj ukvarja tudi s tem? Recimo smo bili priča tam tem požiganju, namenoma požigajo pragozd in uničujejo v bistvu pljuča zemlje. Je katoliška cerkev tudi v tej smeri kaj pripravljena storiti, se angažirati? Torej gotovo mi spremljamo in živimo predvsem z ljudmi, ki živijo na teh območjih. Lahko pa tudi omenim, da je življenje tudi težko, če nimaš enih osnovnih možnosti tudi nekako se preživeti, ne. In nova vlada s predsednikom Bolsonarom ima en načrt, kako tudi brazilska cerkev je zdaj v zadnjem letu, mi smo praktično zamenjali oblast, ne, na predsedniško mesto je prišel novi predsednik Bolsonaro, ki pa se deklarira bolj za desno usmerjenega predsednika, ne, in on je z novimi ukrepi dosegal že tudi marsikaj. Pri nas se je zmanjšalo nasilje, kriminal in tudi delovna mesta so se povečala. Gotovo pa ima žal ob tem tudi nekatere druge posledice. Mi beremo, da so se zgodili požigi. Požigi so se dogajali tudi leta nazaj, ker je interes tudi domačega gospodarstva, da se poleg da se širi tudi govedoreja, da se širi tudi poljedelstvo in zaradi tega se tudi krčijo določeni gozdovi, ne, ker je tudi tukaj en gospodarski interes, da bi narod lahko preživel.
Gotovo pa ima Amazonija eno posebno vlogo, ne samo na našem nacionalnem teritoriju, ampak na celotnem svetovnem teritoriju in ga moramo ščititi, ker stvarstvo je tudi božji dar. Vemo pa tudi, da ni samo gozd tisti, ki proizvaja kisik, ampak da je tudi celotna flora in fauna in da so tudi veliki oceani in alge, ki proizvajajo, da lahko naš planet preživi. In zato pa tudi Agenda 2020 iz Združenih narodov nas opozarja, da jim moramo narediti en preskok v naši ekološki miselnosti. Če ljubimo Boga, ljubimo bližnjega, zdaj dodajamo tudi to, da ljubimo naš planet in naše stvarstvo in živali in v tem, kar smo in kar se gibamo. In tako da tudi ko prebiramo in slišimo ta poročila, kako so osnažena naša morja, in mislimo, da moramo tudi tukaj, da moramo veliko še narediti na vzgoji, na tej mentaliteti, da smo del tega sveta in da smo odgovorni za vsak košček. Letos se tudi obhaja nekako 800. obletnica prihoda svetega Frančiška v Sveto deželo. In sveti Frančišek je dejansko bil, lahko bi rekli, prvi, ki je odprl oči kristjanom za to, da je narava naša sestra, živali, planeti. Skratka, ta občutek enosti za naravo, za stvarstvo je nekako tudi sveti Frančišek spodbudil. Zdaj se mi zdi, da vedno bolj nekako tudi ta njegov pogled na celovitost stvarstva vedno bolj prihaja v zavest človeštva. In dejansko to, kar ste zdaj povedala, je izjemno pomembno. To, da se zavedamo, da ljudje ne moremo eksistirati sami, ampak da lahko edino v naravi, sobivanju z naravo obstajamo. Jaz bi predlagal, da ob zaključku tega najinega pogovora prebereva, oziroma boste vi prebrala molitev za misijone in na nek način tudi spodbudiva naše slovenske katolike, da nekako tisti, ki se čutijo poklicane, tudi sledijo temu klicu in se odzovejo in začnejo delovati v tem misijonskem smislu. Ne nujno daleč, ampak v svoji domovini. Tako, še pridem pa zmolim molitev za misijone, pa se tudi sama želim tako zahvaliti v imenu vseh slovenskih misionarjev, misionark, darovalcem, vsem ljudem dobre volje, ki molite za nas in ki tudi darujete za slovenske misionarje po svetu. Mnogi smo bili deležni podpore duhovne in materialne, mnogi se vozimo z vozili, z Miva vozili, ki vsako leto ob Krištofovi nedelji darujete, prispevate svoj dar za srečni kilometer in vse to se spremeni v konkreten dar, da tudi naše življenje v misijonih je lažje, da lažje pridemo do svojih mladih, do družin, do ljudi, ki nas potrebujejo. Naj vam Bog res obilno povrne in da bi skupaj kot ena cerkev lahko bili misionarji tudi tam, kjer smo, kamor nas Bog kliče, da v vsakodnevnem življenju prinašamo dobro voljo, veselje, upanje vsakemu, ki ga srečamo. Nebeški Oče, ko je tvoj edinorojeni sin Jezus Kristus vstal od mrtvih, je svojim učencem naročil:
Pojdite in učite vse narode in jih napravite za moje učence. Ti nas opominjaš, da smo v moči našega krsta tudi mi deležni misijonskega poslanstva cerkve in smo zanjo odgovorni. Podari nam duhove Svetega Duha, da bomo pogumne in goreče priče tvojega evangelija. Misijonsko poslanstvo, ki ga je Kristus zaupal svoji cerkvi, še zdaleč ni dovršeno. Zato te prosimo za nove spodbude in učinkovite oblike, da bomo znali življenje in luč prinašati v sedanji svet. Pomagaj nam, da bi se vsa ljudstva srečala z odrešujočo ljubeznijo in usmiljenjem Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega Duha, sedaj in vekomaj. Amen. Amen. Hvala lepa. Res zelo smo veseli, da ste prišla k nam na tale pogovor in hkrati bi pa rad tudi seveda v imenu televizije Exodus in verjamem, da tudi v imenu naših gledalk in gledalcev prisrčno pozdravil vse misionarke in misionarje v Braziliji in se seveda tudi zahvalil za to neprecenljivo delo v imenu Jezusa Kristusa, v imenu ljubezni, ki se po vas nekako razliva po prebivalstvu Brazilije. Hvala lepa še enkrat in vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi želim, da se nekako vključite v dogajanja ob misijonski nedelji in hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.